Ok, pozdravljeni še enkrat. Se pravi, zdaj v prvi fazi bomo pogledali, kaj je novega v Moldu. Večina stvari novih se je zgodila v Creo 4, potem v drugem koraku se bomo pogledali pa še malo novosti v Creo NC. Te novosti so pa večinoma iz Creo 5. V Creo 4 se je kar nekaj stvari zgodilo v Moldu. Tu so zdaj kratek spisek teh stvari. Prva zadeva, ki je bila dosti simpatična, je kreiranje oziroma selektiranje površin glede na smer odpiranja samega orodja. Potem smo dobili dve novi orodji za kreiranje volumnov, se pravi nekje hitrejše in bolj enostavnejše kreiranje mold volumnov. Potem zelo simpatična zadeva je prenos tehnologije oziroma paradigme fleksibilnega modeliranja v proces kreiranja volumnov. Danes ste že videli, da ta tehnologija je skočila tudi v sheet metal, tako smo jo tudi v Moldu dobili. Potem so novosti na kreiranju silhuetnih krivulj, sam umestnik pa vizualno. In na koncu bomo pogledali še nov način kreiranja volumnov oziroma splitanja samega orodja. Se pravi, prvo je silhuetne krivulje. Ideja tega je, da kot prvo malo bolj poudarimo uporabniški umestnik, se pravi, tale nov Creo umestnik se je selil tudi v fazo kreiranja silhuetnih krivulj. In drugo je močno poudarjena krivulja, silhuetna krivulja, tako da je lažje opaziti majhne segmente, drobne segmente na samem elementu. Povsem novi sta tudi okni za kreiranje oziroma selektiranje posameznih krivulj oziroma za selektiranje oziroma popravljanje gapov na posamezni krivulji. Pa bomo pogledali kar film, kako to deluje. Se pravi, tu imamo eno gravuro, na tej gravuri bomo zdaj naredili silhuetno krivuljo. Kot vidimo, je krivulja hitro skoči ven, je oranžne barve, močnejši, boldan poudarek, tako da hitro dobimo občutek, kje se krivulja nahaja. Ko izbiramo posamezne zanke krivulje, se pravi, jih lahko še zmeraj selektiramo manualno, oziroma smo dobili selektiranje s pomočjo boksa. Pomeni, da vse krivulje, ki bodo v celoti ležale znotraj tega select boxa, bodo selektirane v oknu in jih bomo lahko v bistvu potem hitro skrili, popravljali, ekskludali, karkoli si bomo že zaželeli. Naslednja zadeva je selektiranje gapov. Se pravi, dobili smo novo orodje, ki nam omogoča v bistvu iskanje gapov po krivulji. Se pravi, ko selektiramo posamezni element, ga lahko hitro najdemo na krivulji. Prav tako lahko tule noter selektiramo gape, ki jih je potrebno v bistvu zapreti na krivulji s pomočjo select boxa in imamo potem z enim ukazom zapremo vse gape, ki se nahajajo na silhuetni krivulji. Se pravi, precej enostavnejše, hitrejše selektiranje in manipuliranje posameznih delov silhuetne krivulje. Naslednja zadeva je v bistvu funkcija, ki omogoča enostavno selektiranje površin na modelu glede na njihovo funkcijo. Se pravi, nekako modelirnik je sposoben razdeliti posamezne površine na modelu na kavitete, se pravi na jedra, na gravuro in na spodrezane dele. Se pravi, enostavno z enim klikom dobimo, bo rekel, vsaj dve skupini površin. Površine lahko potem, ko jih sistem avtomatsko selektira, manualno modificiramo, jih dodajamo naprimer iz kavitete v jedro oziroma naprimer vertikalne stene povemo, a paše v kaviteto ali v jedro. Pri selektiranju oziroma kreiranju elementov lahko uporabljamo tudi silhuetno krivuljo, pa je najbolje, da si to pogledamo, kako sistem deluje. Se pravi, gremo kreirati volumen. Ko pričnemo s kreiranjem volumna, dobimo posebno opcijo in na podlagi te opcije sistem pogleda,
kje je smer odpiranja in kateri element želimo analizirati. Se pravi, v tem primeru smo vzeli referenčni kos, sistem je kreiral 3 družine površin, jedro, kaviteto in 3 stranska jedra. Se pravi, tu lahko hitro selektiramo, vidimo, kam bodo posamezne površine klasificirane. Ko smo to naredili, se pravi, lahko izberemo druge avtomatizme, se pravi, spreminjamo lego, naprimer vertikalnih sten ali spadajo pod kavitete ali pod gravure. Potem lahko uporabimo funkcijo silhuetne krivulje, ki hitro v bistvu klasificira posamezne elemente s pomočjo silhuetne krivulje. No, potem pa obstaja, kot sem že rekel, manualno spreminjanje posameznih elementov. Tu sem izbral površino, ki se je iz jedra spremenila iz kavitete spremenila v jedro. Ko zapustim volumen, v tem primeru dobim 5 grup posameznih površin, se pravi, so elementi grupirani glede na funkcijo odpiranja orodja. Meni se zdi zelo hitro in enostaven način, se pravi, neka dobra osnova, da začnemo kreirati posamezne delilne ravnine. Naslednji korak je novo orodje za kreiranje volumnov, reče se mu Shape Volume Tool, kjer s pomočjo delilnih ravnin telih površin, ki smo jih kreirali v prejšnjem koraku, naredimo volumen. Pa si bomo kar pogledali, kako deluje. Tu imamo primer, se pravi, modre barve je delilna ravnina, zelene barve je ta klasificirana površina in sedaj bomo enostavno izbrali 3 elemente. Se pravi, prvo, kar bomo naredili, bomo povedali, da za osnovo vzame surovc in potem bomo izbrali samo delilne ravnine in shape ravnine in bo sistem avtomatsko kreiral obliko volumna. Če pač zadeva pade, pa dobimo diagnostiko in hitro ugotovimo, kje imamo probleme v delilni ravnini, kje imamo probleme v shape ravnini. Se pravi, zelo hitro in enostaven način kreiranja mold volumnov brez klasifikacije oziroma upoštevanje referenčnega kosa. Evo. Hitro in enostavno. Naslednja zadeva je avtomatično kreiranje volumnov. Ideja te nove funkcionalnosti je v tem, da s preprostim izbiro geometrijskega elementa na referenčnem modelu, se pravi neke poljubne površine, sistem kreira neko osnovno obliko volumna. Se pravi, kot boste hitro dobili idejo, ni primerno samo za kreiranje volumnov, je morda primerno tudi za kreiranje elektrod in podobnih stvari, ki se uporabljajo v moldu. Naslednja tehnologija, ki se uporablja zelo pogosto skupaj s to tehnologijo, je tehnologija fleksibilnega modeliranja. Se pravi, tu je uporaba paradigme direktnega modeliranja pri kreiranju volumna, ki nam zelo pomaga, rečemo, pri modificiranju geometrije, transliranju posameznih geometrijskih elementov, ker volumen kot tak je popolnoma neparametričen, kjer tehnologija direktnega modeliranja res zaživi. Pa si bomo pogledali zdaj v bistvu prvo kreiranje tega štartnega volumna in potem bomo ta štartni volumen malo prikrojili s pomočjo direktnega modeliranja. V prvi fazi se izberejo, rečemo, te robne površine, če jih smem tako klikati. Geometrijski volumen se prilagaja na izbrane površine. Model volumna ima vlačilce, tako da ga lahko poljubno modificiramo, rotiramo v prostoru, prilagajamo našim željam. Če smo preveč intenzivni, lahko zadevo popravimo s pomočjo vmesnika, se pravi postavimo kote, v tem primeru spet nazaj na začetno vrednost, pripravimo volumen in dobimo osnovni pravokotnik ali pa cilinder, ki nam služi kot osnova za kreiranje volumna. Ko je to narejeno, gremo pač v naslednjo fazo,
v tem primeru bomo naredili referenčni part cutout. Evo, tu je zdaj naša osnovna oblika, naredimo referenčni part cutout in zdaj je potrebno v bistvu dodelati ta volumen in v tem primeru se je uporabila tehnologija direktnega modeliranja. V prvem koraku izberemo vse površine, ki nam ne služijo in potem s pomočjo remove opcije odstranimo, se pravi, odvečno geometrijo. Se pravi, tu so zdaj funkcije direktnega modeliranja in smo že v bistvu odstranili. Ne? In zdaj lahko v bistvu te funkcije uporabljamo naprej. Naprimer, spremenimo, odstranimo to izvrtino, premaknemo to površino, naprimer, če bi bila to elektroda, premaknemo površino tako, da dobimo malo zračnosti, da s to površino ne delamo. Evo. Tako, in smo dobili hitro pripravili volumen, tu sem pokazal še en primer spreminjanja zaokrožitve, se pravi radija na volumnu, ne, se pravi vsa moč direktnega modeliranja pride zelo koristno v uporabo pri kreiranju, naprimer elektrod, volumnov ali bi kdo kaj. No, potem so nam v moldu tudi v bistvu malo razširili fazo kreiranja ali pa splitanja volumnov. Zdaj ideja je bila v tem, da se pač prinese kot umestnik, ne, se pravi ta dashboard umestnik v to fazo in da se ta faza, ki je prej bila sestavljena iz faze cutouta, kjer se je referenčni model odštel od osnovnega volumna, se pravi, da zdaj ta dve fazi razbijemo in dobimo v bistvu vsako fazo posebej. Potem pa lahko, rekel, dodajamo ali pa kreiramo različno število volumnov, se pravi. In tu je zdaj prikaz tega novega umestnika, kjer bomo, se pravi, v prvo fazi razbili oziroma naredili cutout. Če ste zdaj pozorni, se bo šlo v fazo kreiranja asinhronega cutouta, ne, se pravi, to je nekaj, kar se je prej avtomatsko naredilo. Se pravi, v tej fazi imamo zdaj možnosti interaktivnega izbiranja različnih referenčnih modelov, ne. Če jih imamo več noter, no, ko je ta faza narejena, pa lahko gremo v fazo delitve oziroma kreiranje volumnov. No, in tule noter smo že naredili volumen in zdaj bomo en volumen izbrali in potem bomo šli naprej v fazo kreiranja. Se pravi, dosti hitro, enostavno, predvsem pa, bom rekel, bolj interaktivni način kreiranja volumnov, kot smo ga pa imeli v starejših verzijah. No, tule noter bomo zdaj v drugi fazi razbili ta spodnji volumen s pomočjo dveh volumnov, ki predstavljata drsnike. Se pravi, enostavno se bosta oba volumna selektirala kot delilno ravnino, sistem nam pokaže predogled, kaj bo ratalo, se pravi, kaj je uspel kreirati, ne, in zdaj spet mi enostavno izberemo elemente, ki jih želimo v bistvu kreirati. Tako, to je bilo zdaj na kratko, se pravi, ta funkcionalnosti Creo molda, ki so se več ali manj pojavile v Creo 4. No, zdaj si bomo pa pogledali še funkcionalnosti, zdaj pa verjetno bo mogel majster priti, ker bom še en PowerPoint odprl, pa upam, da bo pravilno delalo. Rečemo, da bo. Ajde, vidimo. Odpremo, pa bomo videli, če bo šlo, če ne bo prišel pokazati, kako on to naredi. Ok, vidimo, kaj bo naredil. Bo, super. Ok, se pravi, tu je pa, se pravi, nekje funkcionalnosti v Creo 4 in v Creo 5. Zdaj več ali manj, kar se tiče Creo 4, je šla zgodba v prikrejevanju uporabniškega umestnika, pomeni, da smo se iz tega menijskega sistema se sledijo funkcije, prenašajo funkcije v fazo dashboarda. Tu je zdaj prikaz funkcionalnosti. Kot prvo se je pojavil riben umestnik v sekvenci za kreiranje te klasične obdelave površin, se pravi, nič pretresljivega, enostavnejši način umestnik. Potem bila je sprememba pri kreiranju kolizije, se pravi, ProInženir oziroma Creo pri kreiranju kolizije uporablja algoritem iz mehanizmov, ki je v določenih situacijah pokazal malo slabosti, no, in zdaj so to izboljšali, pomeni, da je sorazmerno neobčutljiv na kompleksnost
programa, kakor tudi same oblike orodja. Se pravi, da se lahko poljubno obliko orodja zelo enostavno ščekira s pomočjo tega algoritma. Naslednja zadeva, ki je bila spremenjena oziroma izboljšana, če se pri programiranju NC kode uporabljajo vzorci, se pravi, da imate model, kjer so vzorci, lahko sedaj zahtevate uporabo subrutin, pomeni, da so kreirani programi precej krajši, zato ker se dejansko obstoječa koda samo prenaša iz ene pozicije na drugo pozicijo. Naslednja zadeva, ki se jo izboljšali, je možnost kontroliranja modela surovca, ki nastane po posamezni obdelavi. Problem teh modelov je, da so modeli grajeni na osnovi trikotnikov, ki v bistvu drastično povečajo kompleksnost modela glede na natančnost. Se pravi, to je slaba stran tehnologije facet. No in zdaj smo v bistvu mi dobili možnost, da sami izberemo, kaj je dosti kvalitetno za nas. Se pravi, da sistem ne pretirava v eno ali pa drugo smer, ampak da mi enostavno določimo, koliko je tista kvaliteta trianguliranega modela, ki nam za določeno zadevo upošteva. No, naslednja zadeva, ki se je pojavila v verziji 4, je tudi zamenjava simulacije odrezavanja. Se pravi, do zdaj je ProInženir oziroma Creo uporabljal tehnologijo Vericata, se pravi, zmeraj je uporabljal eksterni program. Program je vrhunski, ampak ogromno uporabnikov je motilo, da ni sestavni del Creo. To pomeni, da je prihajalo do prenosa podatkov iz enega programa v drugi program, zato se je PTC odločil, da je integriral simulacijo podjetja Modelworks. Se pravi, zdaj je vsa zadeva se zdaj dogaja znotraj Creo vmesnika, pomeni ni nobenih translacij podatkov iz Creota ven. Zdaj za nekatere stvari to dobro, za nekatere slabo. Rekel bom, za večino uporabnikov je to dosti boljša solucija, hitrejša, enostavnejša v vseh pogledih. Je pa pač Vericat bolj kompleksna solucija, zato pač, če zahtevate res vrhunske funkcije, je bila starejša verzija boljša. Generalno gledano se zdi, da je pa večina uporabnikov predvsej bolj zadovoljno z interno simulacijo. No, zdaj pa gremo še na novosti, ki so se pojavile v Creo 5. No, tu je ena zelo velika novost, ki je navedena kot zadnja, in to je Mold Machining Extension. Se pravi, PTC se je odločil in je kreiral novo ekstenzijo. Se pravi, za podlago so vzeli tehnologijo podjetja Modelworks. Se pravi, in smo dobili nove sekvence, ki so primerne za obdelavo kompleksnih geometrij. No, drugače se pa je nadaljeval v bistvu modernizacija vmesnika, se pravi, dobili smo za površine modernizacijo, potem imamo avtomatizacijo posameznih parametrov, oziroma posamezni parametri se avtomatsko nastavijo glede na geometrijo orodja. Pa si gremo kar pogledati. Se pravi, prva zadeva, ki je simpatična, je predogled poti orodja, se pravi, če ste eno pot naredili, vam ni potrebno več skakati v samo sekvenco, ampak enostavno na drevesu selektirate eno sekvenco in se pot pojavi. Prav tako lahko v bistvu zdaj izberete oziroma pogledate, na podlagi česa je bila posamezna sekvenca generirana, se pravi geometrija, okno in tako naprej. No, to je avtomatsko kreiranje parametrov glede na velikosti orodja, se pravi, software pogleda geometrijske gabarite orodja in na podlagi teh gabaritov skreira parametre. Zdaj, če nam ustrezajo vredno, če ne jih lahko enostavno popravimo. Nazaj je prišla tudi funkcija, ki je izginila pri prenosu volumna v dashboard vmesnik, se pravi, v stari sekvenci volumna smo imeli možnost editiranja posameznih faz volumna, se pravi področji, regij.
Ta funkcija je nekako zgubljena, no in glede na zahteve uporabnikov so jo dali nazaj, se pravi, zdaj lahko posamezne volumne spet nazaj, bom rekel, podrobno customizirate glede na vašo željo. Modernizacija vmesnika je, se pravi, neki konstantni proces, ki poteka v Kreotu, se pravi, zdaj smo dobili to straight konstanto, no v nadaljni verziji bosta pa kreirani še projekcijska, se pravi, načeloma vse obdelave površin, ki so le zdaj združene v eno sekvenco, se bodo razbile in bodo imela vsaka sekvenca svoj vmesnik. Se pravi, v tej fazi smo dobili prvi korak. Ok, to lahko preskočimo, se pravi, modernizirali so moder za programiranje merilnih strojev, se pravi, sponzor nekako, če smem tako reči, tega modula je Zeiss oziroma Rolex, teli, ki delajo ure, se pravi, oni nekako uporabljajo ta modul, so zelo zadovoljni z njim in so nekako sponzor njegovega razvoja. No in prišli smo do te zadnje funkcionalnosti oziroma modula, ki je bil na novo kreiran, to je modul za obdelavo kompleksnejših oblik softwarja. Zaenkrat obstajajo 4 sekvence, roughing, re-roughing, finishing in pucanje ostankov. Se pravi, zadeva je trenutno delujoča v 3 oseh, plus podpira indeksiranje posameznih modulov. Se pravi, nekako sledijo v prvi fazi, naredimo roughing sekvenco, ko je roughing sekvenca narejena, uporabljamo generiran STL model, da zaračunamo ostanke. Ko enkrat pač po večjem številu re-roughingov pridemo do neke oblike, ki gre na klejenje, se jo lahko prične obdelovati s pomočjo fine sekvence, ki spet nudi različne načine obdelave, od profiliranja, rastra, se pravi, znotraj ene sekvence skritih kar nekaj način obdelav, no in na koncu pride samo še sekvenca, ki omogoča pucanje teh ostankov, ponavadi so znotraj nekih vogalov in tako naprej. No in si lahko pogledamo, kako zadeva deluje. Se pravi, tu bomo zdaj šli skozi fazo čiščenja te gravure. Se pravi, prvo bo uporabljena roughing sekvenca, se pravi, se bo z večjim orodjem spucal večji del grobega materiala. Evo, zdaj sekvenca je izračunana, se pravi, tu je zdaj pot. Zdaj se bo pot simulirala še s pomočjo modula za odrezavanje materiala. Se pravi, to je ta integrirana verzija. No in zdaj tule noter bomo videli, kako orodje odrezava. Ko bomo dobili končno obliko, se bo končna oblika shranila v STL, ki se bo kasneje lahko porabil za kreiranje pucanja ostankov po prvi obdelavi. Evo, zdaj smo to naredili, skočimo v naslednjo sekvenco. Se pravi, prvi korak je čitanje STL modela, no in sedaj se bo na podlagi tega STL modela in seveda manjšega orodja, se pravi, pucalo ostanke. Zdaj to fazo lahko ponavljate, dokler obstajajo neki viški materijala, no in ko je to narejeno, ponavadi gre orodje, zdaj če je neka klasična zadeva na kaljenje, no in potem pa sedijo še semi-finishing pa finishing sekvence, se pravi, da se gravura spravi na neko minimalni dodatek, ki se ga potem zelo na fino obdela zaradi kvalitete površine. No, to je zdaj ta faza pucanja ostankov. Če smo zadovoljni v bistvu s to obliko, pač ni več potrebno shranjevati STL modele, zato ker pri finih sekvencah se pač ne uporablja neka predhodna oblika modela, razen če želimo imeti zadevo za simulacijo, ne? Potem lahko shranimo model. Tu vidimo, da so se določene parametri samodejno izpolnili. Evo, tako in zdaj pač sistem obdela samo gravuro na fino.
Zdaj, morda je simpatično še to, da sami algoritmi uporabljajo hyperthreading tehnologijo. Se pravi, to je ena dobra lastnost, pomeni, da lahko izkoristijo večjedrne računalnike oziroma večje število niti, ki obstajajo pri vas, se pravi, res v popolnosti izkoristijo vaš računalnik. Se pravi, hyperthreading se uporablja na nivoju izračunavanja sekvenc, kakor na nivoju same simulacije, se pravi podpora. Res lahko izkoristimo moč našega računalnika. Evo, tako. To je bil zdaj prikaz enega narejenega. Zdaj, kot sem že omenil, zadeva je omogočena, se pravi, uporablja tudi indeksiranje. To je prikaz, se pravi, uporabljanje iste tehnologije oziroma, ki smo jo zdaj videli, ko za obdelavo spodrezanega dela. Se pravi, v prvi fazi bomo obdelali jedro, ali pa ne vem, kaj je to, rečemo, da je jedro, z vrha, se pravi iz Z-smeri, potem bomo pa zadevo obdelali še bočno, se pravi tale spodrezan del, ki ga ni mogoče doseči z samega vrha. A dela nam to, kot dela? Okay. Se pravi, to je zdaj prva faza. Se pravi, obdelava v smeri Z-osi z vrha, potem bomo pa so zadevo obrnili za 90 stopinj, uporabili sorovc, ki je kreiran v tej fazi in zadevo obdelali s pomočjo, se pravi, strani 90. Evo. Shranimo sorovec, izračunamo ostanke strani in ponovno zaženemo simulacijo. Se pravi, izberemo model, ki je bil kreiran v predhodni fazi, generiramo pot in simuliramo pot in se pravi, in zadevo lahko ponovimo z različnih smeri. To je prva faza obdelave, no in sedaj druga faza obdelave, kjer pač obdelamo samo področja, ki jih nismo mogli doseči z Z-smeri stroja. Evo. Ista tehnologija, se pravi molda, se lahko uporablja tudi za, bom rekel, hitro reskanje, se pravi posameznih kanalov in poljubnih oblik in tako naprej. Evo, še to si lahko ogledamo in to bi bilo več ali manj vse, kar je novega, se pravi na področju molda in na področju NC-ja v verziji 4 in 5 Creo.